Špela Sanabor je diplomirana bibliotekarka, pesnica in ustvarjalka, ki svoje življenje živi na polno, kljub prirojeni cerebralni paralizi, zaradi katere uporablja invalidski voziček. Njeno ustvarjanje, prostovoljsko delo v tujini in neustavljiva želja po raziskovanju sveta so dokaz, da zanjo obstajajo samo izzivi za rast. Izdala je 2 pesniški zbirki, svojo izkušnjo pa razbija stereotipe o življenju z oviranostjo ter odpira prostor za pogovor, ki presega fizične meje. Danes jo z veseljem pozdravljam v studiu. Gospa Sanabor, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi z moje strani. Pa morda za začetek, kako bi opisali svojo življenjsko pot od otroštva do danes? Ja, jaz bi rekla na začetku, da sem imela zelo tako lepo otroštvo, da sta me starša vzgajala zelo lepo, prijetno, da sta mi dala vse tiste vrednote, ki so človeštvu danes, nekako bi rekla, da manjkajo človeštvu dandanes, no, in da sta me vzgojila v žensko, kakršno sem danes, in sem ponosna na to, da kljub svoji oviranosti počnem marsikaj. Nikoli me nista, bi rekla, omejevala, vedno sta me spodbujala k nekemu samostojnemu življenju. Vedno sta mi govorila: ti to zmoreš, ti to lahko. Zanjo pač cerebralna paraliza nikoli ni bila neka omejitev, bi rekla. Čeprav na začetku logično, kot vsak starš, ki ima otroka z neko drugačnostjo, sta se tudi onadva ustrašila, ja, ampak kasneje, skozi leta sta pa dovolj dobro kljubovala tudi temu. Kako pa je bilo potem v osnovni, v srednji šoli, kako se spominjate teh let? Ja, osnovno šolo imam v zelo lepem spominu, ker so me tako učitelji kot ostali strokovni delavci kot tudi sošolci in sošolke zelo lepo sprejeli, kljub temu, da sem na vozičku. Se pravi, bila sem tako rekoč enakovredna njim, no. Imela sem v bistvu samo prilagojene sanitarije, v katere sem hodila s pomočjo spremljevalke, in pa prilagojeno pisanje testov in povečan format le-teh. V srednji šoli sem ravno tako imela pomoč spremljevalke. Mogoče lahko na tem mestu še povem, da sem osnovno šolo obiskovala v Osnovni šoli Prestranek, se pravi v svojem domačem kraju. V srednjo šolo sem pa hodila na škofijsko gimnazijo v Vipavi. Kot sem že rekla, me je tudi tam spremljala spremljevalka. Takrat mogoče zaradi samega obdobja, saj veste, ljudje prehajamo skozi različna življenjska obdobja, in takrat tista leta 14 plus so malo težavna. In jaz dandanes sama sebi pač pripisujem, da me niso tako dobro sprejeli tudi ta leta, no. Predvsem bi rekla, da me sošolci niso sprejeli tako, kot bi si sama mogoče takrat želela, pa vendar sem dokončala vsa 4 leta na škofijski gimnaziji v Vipavi. Predvsem zaradi tega, ker so mi profesorji dali neke dobre delovne navade, neko dobro podlago, sicer podlago sem imela že od prej iz osnovne šole, ker sem se vedno rada učila, jaz sem tak vedoželjen človek, ki rad poskuša različne stvari, se rad uči novih stvari. In ja, takrat sem potem ravno zaradi te vedoželjnosti in nekih delovnih navad končala v bistvu srednjo šolo oziroma gimnazijo v Vipavi. Ja, ampak je bilo pa, bi rekla, da osnovnošolsko obdobje vseeno nekoliko lepše zaradi nekih pristno tkanih odnosov kot pa srednješolsko obdobje.
Morda te odnose še zdaj vzdržujete s kom, recimo iz osnovne šole? Ja, imam stike z sošolci in sošolkami iz osnovne šole, iz srednje šole pa pač žal ne. Nekatere poti se v življenju morajo tudi raziti, če človek vidi, da v bistvu ne gre, ne. Zdaj nekje ste zapisali, da vam življenje s cerebralno paralizo pomeni izziv, hkrati pa, da se vam ne zdi nič posebnega. A lahko razložite to dvojnost? Ja, izziv zaradi tega, ker vedno rada, kot sem že prej omenila, poizkušam nove stvari, rada se učim novih zadev, pač spustim se v življenje, kako bi to povedala. Vse, kar mi življenje prinaša, poskušam zajeti s polno žlico veselja, vedoželjnosti, vztrajnosti, trme. Kljub temu pa ja, so kakšni dnevi bi rekla, da v bistvu si mislim, saj nismo nič posebnega, saj smo kot ostali ljudje, ne. Ker vse prevelikokrat se zgodi, da nas družba še vedno tretira oziroma dojema kot nekoga na vozičku, ki v bistvu nič ne zmore. Je že res, nekateri ljudje, ki so na vozičku, ne zmorejo pač toliko kot jaz ali pa recimo kakšna od mojih prijateljic, ampak še vseeno včasih ne gre vsega metati v isti koš. In zato jaz pravim, da je hkrati izziv, ja, je včasih naporno s tem živeti, hkrati je pa tudi lepo, ampak hkrati pa ni nič posebnega, ker ravno tako kot nekdo, ki je hodeč, jaz zjutraj vstanem, ne vem, si pripravim zajtrk, se oblečem, grem v službo, potem sem pač v službi glede na 8-urni delovnik in ne vem, potem se dobim s kolegi, grem nazaj domov, pač prespim noč in naslednje jutro zopet ista rutina. Zato pravim pač, da nič posebnega. Je pa ja izziv, no, hkrati, ker voziček je le voziček, ne. Moram ga sprejeti tudi kot del mene oziroma sem ga že leta nazaj sprejela. Zdaj dokončali ste študij na oddelku za bibliotekarstvo in informacijsko znanost Filozofske fakultete v Ljubljani, pa me zanima, zakaj ste izbrali to smer? Jaz sem vedno kot deklica zelo rada brala. Brati me je naučila soseda, s katero sem se družila, pač bile smo sovrstnice, ne. In začele smo pri revijah, ker je ona tudi pač rada brala te revije, pa sem ji rekla: daj pokaži, jaz bi tudi pač nerada kaj prebrala." No, in potem smo iz dneva v dan to prebirale pri meni doma, potem sem pa jaz samoiniciativno prešla na knjige, bi rekla, ne. Tudi knjižnice so mi pomenile neko zaščito pred zunanjim svetom. Predvsem v srednješolskem obdobju. Takrat, kot sem že prej omenila, se nisem ravno dobro počutila med svojimi sošolci in sošolkami, no, ni mi bilo lepo. Saj sem tudi razložila, zakaj ne, pa upam, da mi noben na tem mestu ne bo zameril. Ja, in takrat v gimnaziji, no, je tudi knjižnica bila neki prostor zaščite, neki prostor, kamor sem se lahko umaknila med odmori in pač pregledala raznorazne knjige, jih začela prebirati. Tudi med samim študijem sem izredno veliko leposlovja prebrala, no, tako da mislim, da sem kar podkovana v tej smeri še zmeraj, kljub temu, da zaradi službenih obveznosti dandanes
ne najdem nekako časa, da bi vzela v roke eno knjigo. In ja, tako da pač knjige me pomirjajo, mi dajo, že knjižnice so mi dale neko zaščito in potem sem rekla, pojdimo na filozofsko fakulteto pogledat, če imajo kakšno smer zame. In takrat sem rekla, ja, mogoče bi pa to poizkusila, ker takrat sta me tudi oba starša, sta rekla mi, pojdi to pogledat, mogoče bi bilo pa zate, ker je bolj kot ne sedeče delo. No, zdaj ugotavljam, da temu ni tako, ne. Ampak kljub temu so mi knjige vedno nekaj pomenile, in tudi ta knjižni svet, neki imaginarni svet, v katerega se lahko potopiš med prebiranjem, mi je bil zmeraj, ne, in zato pač, ja, zato sem izbrala študij na oddelku za bibliotekarstvo in informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti, in imela tam tudi veliko prijateljev. Zelo lepo. Ja. Ste se potem povezali zaradi podobnih interesov, ne? Ja, seveda. No, in danes ste obkroženi s knjigami, ker delate v knjižnici za slepe in slabovidne Minke Skabrne. Predtem ste delali na osnovni šoli, tudi v knjižnici, ne, če se ne motim. Tako je. In predstavljam si, da je tako delo za knjigoljubko, kot ste vi, nekaj najlepšega. Res je, ker tudi čeprav je kakšen dan tako vznemirljivo, pa poln dan vsega, ne, pomirja v bistvu, da si v enem takem prostoru obkrožen s knjigami, tako da ja, mi daje neki občutek varnosti ponovno, ne. Zdaj sodelujete tudi pri različnih projektih, ki vzpodbujajo vključevanje oseb z oviranostmi. Pred pogovorom ste omenili, da trenutno sodelujete pri prostovoljskem projektu Varno potujem, svobodno raziskujem. Pa me zanima, za kaj točno gre tukaj. To je projekt, ki je financiran s strani Evropske unije oziroma preko programa European Solidarity Corps. V okviru tega projekta bosta nastala oziroma sta v nastajanju e-knjiga in pa spletna stran. S tem projektom smo vsi akterji v tem projektu želeli opozoriti na bolj dostopen turizem in na bolj dostopne načine potovanja, predvsem za gibalno ovirane, pa tudi za različne druge oviranosti, no. Zdaj, na tej spletni strani, kolikor sem seznanjena, bodo vse informacije zbrane na podlagi nas, na podlagi naših izkušenj, in nas boste vedno lahko, tiste, ke bo pač to zanimalo, tudi kontaktirali. Je pa projekt, gre proti končni fazi, no, tako da bosta kmalu tako e-knjiga kot tudi spletna stran ugledali luč sveta in si boste lahko tudi sami prebrali v bistvu, za kaj se gre. Vi pa imate za sabo tudi eno edinstveno izkušnjo dela v tujini. Leta 2022 ste se odpravili na prostovoljsko delo v poljsko mesto Gdynia prek programa European Solidarity Corps. To je v bistvu isti program, ne? Program, ja. Nekje sem prebrala, da ste si že med študijem zelo želeli izkusiti delo v tujini. Kakšna je bila to izkušnja za vas? Ta izkušnja je bila res taka, kot jo vi opisujete, edinstvena. Želela sem si, ja, že med študijem iti v tujino in študirati preko programa Erasmus, ne. Ampak žal mi ni bilo namenjeno. Sem pa potem našla druge poti, da pridem v tujino, ker jaz, če si nekaj zadam, če si nekaj res želim, potem ne obupam takoj. In nekako me je pot pripeljala do Poljske. Sicer tukaj
tukaj gre zahvala predvsem puncam iz zavoda Otis, ki delujejo na področju mladinskih izmenjav in mladinskih projektov v okviru programa Erasmus plus. Jaz sem z njimi že predhodno, preden sem začela svojo to prostovoljno izkušnjo v mestu Gdinja, odpotovala na kar nekaj teh mladinskih izmenjav in trening kursov, tudi na Poljsko. Kje pa ste še bili? Bila sem na Nizozemskem, pa v Turčiji, pa v Azerbajdžanu. Sam Azerbajdžan se je zgodil po moji prostovoljski izkušnji, tako da bi ga zaenkrat pustila ob strani. Dajmo rajši spregovoriti več o prostovoljni izkušnji. Jaz sem se potem po tem projektu na Poljskem, bil je en trening kurs, sem se povezala s tamkajšnjo organizacijo, ki je organizirala ta projekt, in sem puncam, ki so delovale na tem področju, sem jih vprašala, če bi lahko, če je kakšna možnost, da bi jaz prišla na Poljsko živeti in delati tam v kakšno knjižnico. Pa so rekle: Špela, bomo poiskale, bomo kakšno knjižnico našle in ti sporočimo za možnost tudi prebivališča. In jaz sem rekla: itak, najbrž z tega ne bo nič, ne. Ampak potem se je izkazalo že v roku 14 dneh, da zadeve z njihove strani pa so resne, in sem glede na odziv tudi sama za zadevo resno poprijela in sem rekla: ja, če si to res želim, bom to tudi izpeljala. In pol je to od mene terjalo nekaj dogovarjanja, tudi imela sem intervju preko Teamsov, preko aplikacije Teamsi, z knjižničnim osebjem v knjižnici Biblioteka Spasium. To je v bistvu knjižnica namenjena mladim, se pravi so uporabniki mladi, in je v bistvu v prevodu je to knjižnica strasti. Ja. Še danes ne vem točno zakaj, bi pa rekla, da ker sta tam postavljena tudi klavir, prav klavir je sredi knjižnice postavljen, pa kitara, pa taka sama literatura je bolj za mladino. Bi rekla, da se zbirajo mladi zaradi svojih enakih interesov in strasti noter, zato je po mojem tako imenovana. Pa je bila popularna med tamkajšnjimi mladimi? So se dobivali? Zelo. Jaz lahko rečem na podlagi tamkajšnjih izkušenj, da jaz pri nas ponavadi poteka izposoja in vračilo knjig v roku 10 minut, pa gre uporabnik ven iz knjižnice, ne. Tam so se ustavljali, tam so sedeli po 3-4 ure in sem bila pozitivno presenečena, koliko časa v bistvu ljudje tam namenijo neki prostočasni dejavnosti, nekem druženju nekje drugje, kot pa zgolj v domačem okolju. In ja, potem pa v bistvu so me te punce, no, če nadaljujem, so mi tudi uredile prenočišče, ki je bilo popolnoma prilagojeno za moj električni voziček. Bivala sem kot pri neki organizaciji, ki je skrbela za osebe z oviranostjo, in sem imela svojo sobo, svojo kopalnico, svojo kuhinjo, veliko kuhinjo, in to je bilo v bistvu to. Jaz sem v bistvu živela tam, ne, in delala, se pravi, imela sem 5-urni delovnik, in sem vsak dan hodila v bistvu iz prostora, kjer sem bivala, iz te organizacije, do te biblioteke Spasium. In
In je bila zelo zanimiva izkušnja. Zakaj? Prvič zaradi tega, ker sem prvič preživela toliko časa, bila sem na Poljskem 3 mesece, ne. Toliko časa sama v neki državi, nobenega poznala, no, skoraj nobenega, poznala sem 4 osebe, recimo. Pa jezika nisem poznala, ne. Jezik sicer je podoben, poljščina je podobna slovenščini, ampak ne toliko, da bi pa vse razumela. In res mi je bilo fino, no, ker nisem rabila tako zgodaj vstajati, kot vstajam sedaj. Moj urnik se je začel ob 12, končal pa ob 5 popoldne. In sem imela v bistvu čas dopoldne še za zajtrk, pa da sem šla v mesto. To mesto je v bistvu pristanišče, jaz sem bila poleg morja nastanjena, ne. In mi je bilo zelo lepo to razgled, mi je bil tak všeč in da si se lahko v bistvu, ker Gdynia je majhno mesto. Recimo bi rekla v primerjavi z, ne vem, Novo mesto ali pa kaj takega, recimo. Ali pa kakšen Kranj, kaj takega. In z lahkoto sem se tudi znašla tam. Zakaj? Zaradi tega, ker je bilo dostopno. Vsi pločniki so bili v bistvu zravnani oziroma je bila klančina tako narejena, da sem imela olajšano pot potem naprej, da ni bilo nobenih robov, nobenih visokih pločnikov. Vsi toaletni prostori povsod po centru mesta so bili dostopni. Pač ne samo dostopni, tudi prilagojeni, no, to sem želela povedati. Bili so dovolj široki, da sem šla jaz lahko z vozičkom noter, da sem se lahko zaklenila, da sem pač lahko šla sama na WC-školjko. V bistvu je bilo tako, da je imela tudi vsak WC-školjka, da je imela v bistvu ročke, ne. Na vsaki strani so bili ročaji postavljeni. Najbolj me je fasciniralo, no, ta dostopnost tega mesta, pa urnik sam tega mojega delavnika. In nad čim sem bila še pa najbolj, bi rekla, tako pozitivno presenečena in res zadovoljna. Prav kakšno jutro sem si prav oddahnila. Vsaka trola, vsak avtobus je bil prilagojen, imel rampo in vsi so prihajali na 5 minut. In Tega si pa ne moremo predstavljati tu pri nas. Tako, žal. In prve par mesecev, ko sem prišla nazaj, veste, da sem se počutila kar malo izgubljeno. Sem rekla, kam sem pa jaz tu prišla nazaj? Zakaj sem prišla nazaj? Pač ker vem, da se da, ker vem, da je možno, ker vem, da je lažje na tak način, da ne rabiš nobeni organizaciji, nobeni višji inštanci trkati na vrata, hej, alo, tole pa ni dostopno, bi mogoče vi lahko naredili dostopno, da bi mi imeli bolj olajšan dostop do vseh stavb in ne vem, do vseh kafičev, do vseh zdravstvenih domov, do vseh knjižnic, čeprav knjižnice so kar dostopne, moram reči, ja. Do javnega prevoza, evo, tudi v tem projektu, o katerem sva prej govorili, Varno potujem, svobodno raziskujem, raziskujemo te variante javnih prevozov, tudi medkrajevnega prevoza, kako bi bili lahko bolj dostopni, ne. Pri nas tega ni, ne, medkrajevni Ja. prevoz je skoraj popolnoma nedostopen. Saj zato, no, evo, v Gdyniji recimo, jaz sem, moje sobote so bile večinoma delovne.
če pa sem imela kakšen vikend prost, sem pa rekla, grem pa na izlet. In jaz sem se usedla na avtobus in me je peljal v drugo mesto, ki je bilo oddaljeno od Gdinije pol ure stran. Zdaj lahko naredimo vzporednice. Zdaj pelje linija 12D iz postaje Železna, ki je locirana v Bežigradu, do Domžal. Tako da to je približno ena taka relacija, s katero lahko trenutno naredim vzporednico. No, in hvala LPP-ju za to, ker nam je marsikaj olajšano, ne. Ker tudi mi radi gremo na izlete Seveda. in na potovanja. Pa so bila tudi ta druga mesta, ki ste jih obiskali na Poljskem, prilagojena, dostopna? Ali je Gdynia nek ta biser, bi lahko rekli? No, ravno biser, jaz bi rekla, da je dostopna, ker okej. je prostor za izboljšave vsekakor in jaz verjamem, da se tamkajšnji prebivalci še dandanes trudijo, tudi s podporo Evropske unije. Oni dobijo za gibalno ovirane ali pa kakorkoli ovirane oziroma institucije, ki to populacijo, podpirajo, ne, in v bistvu so tam zanjo, dobijo v bistvu finance, ne, da se naredijo izboljšave na tem področju. Je pa, jaz sem hotela iti v Varšavo, vem, da je Varšava tudi dostopna, pa to v bistvu troje mesto, se pravi Gdynia, Gdansk in pa Sopot. To je gor čisto na severu Poljske. Za ta 4 mesta vem, za vse ostalo žal ne. Pa obiskala sem enkrat poljsko mesto Wroclaw. Sicer takrat sem bila starši, ampak tudi za ta Wroclaw bi tudi lahko rekla, da je dostopen. Se pravi, za 5 mest na Poljskem vem, si upam trditi, da so dostopna. Za vse ostala žal ne bom govorila, da ne dajem kakšnih dezinformacij, no. Zdaj v okviru tega projekta Varno potujem, svobodno raziskujem, bi mi mogoče znali povedati, katera mesta v Evropi so še recimo primer dobre prakse? Ja, jaz lahko govorim samo zase trenutno. Pred kratkim sem bila na Irskem, no, in Irska je neki tudi tak približek dostopnosti, ne, dobre dostopnosti. Nizozemska je tudi taka država, da je kar poskrbljeno. Poljska, mogoče še kakšna. Kam pa se recimo Slovenija uvršča? Kako smo mi? Joj, ne bi vedela, vem pa, da Mogoče je čisto iz še vaše perspektive. da je še prostor za izboljšave. Mislim, se trudimo, ampak še vedno bi bil prostor za izboljšave, no, na področju dostopnosti. Je pa velika razlika recimo, prilagojenosti. je pa recimo velika razlika med Ljubljano in ostalimi mesti. Mi veliko sogovornikov pove, da recimo Ljubljana je približno urejena, mislim, nekatere stvari približno delujejo, zdaj bolj, ko pa se pomikamo proti periferiji, če lahko tako rečem, pa je slabše, ne? Kako vi to vidite? Ja, res je, in mene včasih me kar srce boli, da je tako. Zaradi tega, ker ne vem, jaz sem tak človek, ki ni rad na mestu. Pa mislim, da marsikdo od mojih kolegov tudi ne. In bi si želeli pač iti nekam v neki drug kraj izven Ljubljane, pa pač žal ne moremo. Ali pa moramo 2 dni prej se naročiti na kakšen vlak, kaj podobnega, na kakšen taksi, da pol lahko sploh kam gremo, no. Mislim, jaz na tem mestu, če lahko, pozivam vse, ki so kakorkoli povezani z javnim prevozom,
ki delujejo na tem področju, se pravi infrastrukture javnega prevoza, prosim vas, da se tu v nekem roku uredi. Sicer, kakor vem, naj bi bile vse stavbe in vse javne površine dostopne do decembra 2025, ne, in prilagojene, ker dostopno še ne pomeni nujno, da je prilagojeno, ne. Ampak kljub temu, dajte to čim prej. Dober zgled vam je zdaj trenutno železniška postaja v Ljubljani, ki se prenavlja in za katero upam, srčno upam, da nam bo tudi nam dala možnost, da bomo potovali kot v bistvu kot hodeči ljudje, ker pač normalni smo že itak. Ampak ja, kot hodeči ljudje, in dajmo tudi to dobro prakso, neke razširitve železniške postaje v Ljubljani razširiti tudi na medkrajevni avtobusni prevoz, ne vem, na letalske družbe, da bi imele več posluha tudi za uporabnike električnih invalidskih vozičkov, konec koncev na ladijski prevoz. Pač apeliram na vse, ki imate trenutno vse te vajeti v rokah, da nam pač omogočite čim bolj enostavno premikanje po naši državi, ne. Da nam bo tako kot vam, tudi nam lepo, ne, kar se tiče prevoza in tako naprej. Pa da se lahko tudi spontano odločite v isti sekundi in se nekam odpravite, če to želite. Tako, spontanosti tudi. Se mi zdi skoraj ključen dejavnik pri temu, da si jaz rečem, danes bom šla pa do Kranja, ne rabim razmišljati, koliko časa vnaprej moram nekaj naročiti, super, samo grem. Ampak žal temu ni tako, ne. Še nismo tam. Ne. Kako pa se vi znajdete v okoljih, ki niso najbolje prilagojena? Ste se navadili na neko improvizacijo ali raje potem kakšno pot kar preskočite? Ja, jaz, če se le da, je ne preskočim, ne. Jaz mislim, da imam zadosti kako se reče temu? Nabrušen? Nabrušen jezik, ja, hvala. Nabrušen jezik, da pač povem. Ali lahko pride ta in ta linija s to in to rampo do mene, ali pa če bi se dalo mogoče kakorkoli urediti, da pride taksi oziroma kombi, kakorkoli prej, na kakršnokoli drugo relacijo, kot je moja prvotna, recimo. Jaz se kar potrudim, no, da opozorim pač na vse te svoje potrebe, ke mi pol olajšajo potovanje. Če pa je treba počakati, pa logično tudi počakam, ne, pač ni zdaj da bi rekla, da sem vsiljiva pri komunikaciji in da pač nujno težim k temu, da je takoj vse na licu mesta. Ne, to ne bi rekla, da sem taka, opozorim pa pač, da če je možno, oziroma vedno vprašam, da če je možno, da pač, če bi se dalo, da pridejo prej oziroma kakorkoli, ne. Zdaj pa se bova malce osredotočili še na vaše umetniško ustvarjanje, ker ste tudi pesnica. Poleg knjig, torej sta vaši veliki ljubezni tudi pisanje in pesnjenje, pa me zanima, kdaj ste se prvič srečali s poezijo in literaturo, kdaj vas je poezija nagovorila? Ja, srečala sem se že pri 14 letih, sicer nekateri se prej, ampak jaz nisem imela takrat še
bi rekla, neke podlage za pisanje poezije. Sama sem začela pisati pri 14 letih. V okviru študija na Filozofski fakulteti na oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo pa sem v bistvu začutila, da imam tudi neki talent, in takrat v tistem obdobju, no, je pa pač tudi nastala moja prva pesniška zbirka z naslovom Vedno nekje vmes ostajam ekstra. V njej je zbranih kar nekaj pesmi, ki sem jih pisala od 14. leta dalje, in so take bolj usmerjene na rimo. Takrat uporabljam še rimo. In pa bolj je tema neko tako odraščanje, spoznavanje sebe, spoznavanje drugega človeka, zaljubljenost v končni fazi, prve ljubezni. Edino s ta zadnjo pesmijo v prvi pesniški zbirki pa že v bistvu sem hotela nakazati, da spuščam rimo, in nekako z njo sem hotela v bistvu tudi počastiti mojega starega očeta, no, ki je danes žal že pokojni. Sem šla bolj pri drugi pesniški zbirki že v prosti verz. Sem želela pač s to ta zadnjo pesmijo v prvi pesniški zbirki nakazati, da grem v prosti verz, in da nekako v bistvu pišem tudi o drugih stvareh, ne samo o odraščanju, spoznavanju same sebe, spoznavanju drugega človeka, se pravi, ne, doživljanju prvih zaljubljenosti in tako dalje. Moje tematike so, ja, kot sem že prej rekla, teh je ene par. V drugi pesniški zbirki se naslanjam tudi na naravo. Pesmi postanejo bolj abstraktne, tudi na bolezen v bistvu, ki je pestila mojo mamo pred časom, na take življenjske stvari, no, bi rekla bolj. Pa v bistvu na dejavnosti, ki jih rada počnem. Ena izmed teh dejavnosti je smučanje, ne. Jaz v prostem času tudi rada smučam in se mi je zdelo prav, da nekako to zadevo umestim tudi v drugo pesniško zbirko. Druga pesniška zbirka je deloma tudi plod nekega prijateljstva, prijateljskih vezi. Je bolj pač usmerjena v en moški lik, s katerim sva bila pač res samo in zgolj prijatelja. Mi je pa veliko pomenil v življenju in mi pomeni še danes, zato je skoraj cela pesniška zbirka poleg teh naravnih stvari, se pravi poleg narave, poleg bolezni moje mame, namenjena in poleg nekih takih abstraktnih pesmi namenjena njemu, ne. Ker je bil, ja, dobršen del mojega življenja in mislim, da si je zaslužil da je del te zgodbe, ne. Pa vam je mogoče katera izmed pesmi še posebej blizu, bi jo mogoče delili z nami? Lahko pa tudi malce poveste o njej. Ja, je ena iz druge pesniške zbirke. Pozabila sem omeniti naslov druge pesniške zbirke, in sicer naslov je Pod kožo ti vpišem črke. Zakaj tak naslov? Zaradi tega, ker ta prijatelj, ke sem ga že prej omenila, on ima polno tatujev. Ne. In vemo, da se v bistvu tetovira na tak način, da se vreže v bistvu barvilo v kožo, pod kožo. In vedno sem si
predstavljala, da vsa ta najina komunikacija poteka tudi preko teh nekih slabih in dobrih izkušenj, ki bi jih lahko jaz potencialno zadala kot neke rane, neko bolečino ali pa tudi neko sprejemanje pod njegovo kožo, no. Kot neka simbolična tetovaža. Tako, ja. To je bilo v bistvu, naslov je nastal kot neka simbolična tetovaža. Pa tudi v bistvu na prednji strani, na prvi platnici je v bistvu moja roka. In je tudi v bistvu sestavljena iz kože, ne. Moja roka pa simbolizira mojo diagnozo, se pravi cerebralno paralizo. Ker sem želela poleg tega dati tudi delček sebe tej pesniški zbirki. In ja, bi delila eno z vami, ena je zame zelo, zelo posebna. Naslov je Bela zgodba, evo, glih prej sem odprla na njej. In bi vam jo kar prebrala, a lahko? Ja, seveda, prosim. Zareže s smučmi v sneg. Spet pleševa ples po strmini. Lahkotno. Spet pleševa ples po strmini. Piševa zgodbo. Belo. Piševa zgodbo. Zemlja obstane. Čutim tvoj dih. Zemlja obstane. Pravila nehajo veljati. Srce bije hitreje. Pravila nehajo veljati in spretno ujameva trenutek. Nenehno sledim tvojemu toplemu gibu. Spretno ujameva trenutek. In že sva na cilju. Nasmeh so tihe besede. In že sva na cilju. Ohrani nasmeh in previdno. Mogoče jutri mene ne bo tam. Čudovito, zelo lepa. Mi je taka, kot sem že prej omenila, jaz zelo rada smučam. V bistvu je to en moj hobi, sezonski hobi, no, ker poleti se ne da smučati, razen po travi. Ampak ja, taka mi je, vedno mi bo ostala pri srcu. Bila je ena izmed prvih, ki sem jih napisala za drugo pesniško zbirko. In pač nakazuje na poseben odnos z neko osebo, ki mi bo tudi vedno ostala v lepem spominu in pri srcu, tako da ja. Kdaj pa ste začutili, da je pravi čas, da svojo poezijo pokažete svetu, da ni več samo vaša in za vaše oči, ampak da jo boste še pokazali komu drugemu? Kot sem že omenila, med študijem na oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo me je k temu spodbudil en prijatelj, je rekel: "Špela, pa ti imaš toliko enega materiala, zakaj tega ne daš v neke pesniške zbirke?" Pa jaz tako: "Joj, ma veš, ma se mi zdi, da nisem dovolj dobra. Kdo bo pa to bral, ne?" Pa je rekel: "Ja, pa daj, ne. Mislim, izgubiti nimaš kaj." In no, jaz takrat potem nisem iskala nekih poti do založb, sem šla kar v tisk sama, samostojno, se pravi v okviru neke samozaložbe. Tudi sama sem pokrila v bistvu stroške izida druge pesniške zbirke. Prve stroške prve pesniške zbirke mi je financirala, ker sta bila en tisk pa en Ponatis. Sofinancirano je bilo s strani, no, občina Postojna pa Odpad Pivka. Takrat sem našla v bistvu donatorje, no, za izid. In
Natisnila sem jo prvo pesniško zbirko pri podjetju Birografika Bori, ki je tudi invalidsko podjetje. Drugo pesniško zbirko sem pa natisnila kar preko neke spletne tiskarne v Pekrah pri Mariboru. InDesign Aha. je bila ta tiskarna, ja. In zanimivo, ta je v bistvu nastala, natisnjena je bila, leta 2020, druga pesniška zbirka, ravno med korono, ne. Kakšen pa je bil odziv potem tistih, ki so brali vašo poezijo? Se pravi, je zdaj že 5 let od tega, torej bom jaz morala poprijeti spet za moje te možganske celice pa se lotiti česa novega, ne, verjetno. Odziv je bil dober in hvala vsem za to, ke pač berete mojo poezijo, mi stojite ob strani, pač jaz to rada delam in bom delala še naprej, ker to se mi zdi, kljub temu, da je to neki filter, sem to počasi vzljubila na neki višji, lepši ravni in nočem kar tega opustiti, ker to se mi zdi, da me dela živo, da me krepi tudi miselno in drugače, miselno in emotivno, evo, sem našla izraz. Tako da, ja, sem vesela, da poezija živi v meni, no. In je tudi kot neke vrste terapija, si predstavljam, pisanje. Ja, ampak včasih je tudi naporna, ker moraš v bistvu miselno vse svoje občutke spraviti na papir, bi kdo rekel, pa saj to z lahkoto ti napišeš. Ne gre tako hitro. Jaz imam zdaj eno pesem v mislih že dobre 3 mesece. Pa In zori v vas. zori, ampak očitno še ni dozorela. Bo prišel tudi čas za to. Mogoče moramo počakati na poletje, Tako, tako. da dozori z letnimi časi. Zdaj pa mogoče še za na konec. Kaj menite o medijski reprezentaciji različnih invalidnosti? Se vam zdi ta reprezentacija iskrena, mogoče stereotipna, je morda sploh ni? Mene samo to zmoti, da včasih v kakšnem filmu v bistvu invalidno osebo igra nekdo, ki to ni. Se pravi, da je hodeča oseba, kar pomeni, da zadevo naredi v bistvu še bolj plastično, in je nerealistično, no. To pogrešam. Včasih bi tudi rekla, da se s tega vidika, ke hočejo mediji nas prikazati, ne vem, kot nekaj pa vseeno zmoremo, kljub temu, da smo na vozičku, če apeliramo zdaj na voziček, je nekako prisiljeno, no, pa nerealistično. Jaz ne vem, veliko raje bi videla, da pač nekdo igra osebo na vozičku, ki je tudi pač realno na vozičku. Se pravi, da je igralec, ki igra osebo na vozičku, tudi dejansko na vozičku. To pogrešam, no, ker se mi zdi, da bi bilo bolj realno, realistično. In tudi še bolj vključujoče za ljudi z oviranostmi. Tako, prosim, ja. Ja. Fajn bi bilo take projekte delati. Super. Ampak žal nimam igralskih sposobnosti, tako da se izključujem. Ja, najlepša hvala za vse te misli in vaš čas, gospa Špela Sanabor. Pa lepo bodite, se še kdaj vidimo. Enako tudi vi, pa hvala vam. Z veseljem.